Nekateri mislijo, da je svetopismo zbirka pravljic, ki nagovarjajo samo otroke, ampak svetopismo je tista knjiga, ki bo ostala vekomaj. Dokler bo obstajal planet Zemlja, do takrat bo obstajalo svetopismo in zato mislim, da je nujno in potrebno pravzaprav vsakodnevno srečevanje z vsebino, ki je tam napisana. V Svetem pismu bomo našli vse kotičke svojega duhovnega življenja in ni vprašanja in ni odgovora, ki ga v Svetem pismu ne bi bilo. Kakršnakoli izdaja Svetega pisma je na Slovenskem zmeraj tudi kulturni dogodek. Vsi vemo, da se je naš knjižni jezik, da se je naša književnost prav začela v odnosu do Svetega pisma, s prevodom Svetega pisma, in zato se mi zdi, da ima prav pri nas na Slovenskem tudi vsaka nova izdaja, bodisi da je torej v tiskani ali po taki obliki, tudi imanentno kulturno dejanje. V časih, ki jih živimo, je čas tista stvar, ki jo nam najbolj primanjkuje. Tako se lahko s Svetim pismom srečamo tudi na način, ki nam je lažji, ki nam je bližji, glede na to, da smo vsi zelo zaposleni, lahko poslušamo te odlomke Svetega pisma tudi ob tem, ko počnemo kaj drugega, bodisi da smo doma, bodisi da gremo v službo, tako lahko tudi na tak zelo nezahteven način se srečujemo z vsebino Svetega pisma. Povabim vas, da skupaj prisluhnemo besedi. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. In beseda je postala meso in se naselila med nami.